Življenje išče pot. Dober dan, pozdravljeni v rubriki Življenje išče pot. 20. novembra 1990 je začel delovati Tom, telefon za otroke in mladostnike, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo sogovornika. Ustanovitelj je Zveza prijateljev mladine Slovenije. Telefon tako že 35 let deluje pod geslom Odgovor je pogovor. Dolgoletni pokrovitelj projekta Tom telefon je Telekom Slovenije. V teh letih se je nabralo izjemno število pogovorov in veliko dobrega, saj je na brezplačno številko 116 111 poklicalo že veliko mladih duš. Obletnico so v novembru praznovali na Ljubljanskem gradu. Dogodek je združil strokovnjake, prostovoljce, predstavnike institucij in prijatelje Tom telefona, ki so poudarili pomen zaupanja in odgovornosti odraslih do otrok. Danes pa je z nami predstavnik Tom telefona, gospod Nace Breitenberger iz Idrije. Dober dan. Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem. Glejte, kar 33 let ste svetovalec na Tom telefonu in vodja svetovalne skupine Tom Idrija. Res čestitke za vašo vztrajnost in zvestobo. Najlepša hvala, opravljam zahtevno, ampak prijetno delo. Toliko let že, tako da mislim, da bo to zelo zanimiv pogovor z vami. Gospod Nace, kako se spominjate vaših začetkov pred 33 leti? Ja, to je že precej daleč, ali pa tudi ne, meni se niti ne zdi. Ja, začetki so bili, mogoče moram pa ob tem poudariti, kdo je pa prišel na to misel. Lepo ste že povedali, da je to program Zveze prijateljev mladine Slovenije, to je zelo pomembno. Predlagali so nihče drug kot prav otroci oziroma mladi, da bi bil tudi nek telefon, ki bi bil zanje njihov telefon, za njihove stiske ali pa vesele dogodke. In tako je ta telefon nastal, sicer v raznih koncih in krajih Slovenije, jasno, da najprej na sedežu Zveze prijateljev mladine Slovenije na Miklošičevi v Ljubljani v starih prostorih. Enostavno spostavili smo linijo in se odzvali, objavili in govorili. No, jaz sem pač v Idriji, mi smo začeli 2 leti pozneje in delujemo neprekinjeno. Torej, delujem jaz neprekinjeno, ostali svetovalci so bili, so odšli, so prišli in prihajajo novi. Morda sem jaz res najbolj vztrajen. Kako je bilo takrat? Ja, malce drugače je bilo na vsak način. Takrat se moramo postaviti toliko let nazaj, tudi mladi niso imeli, ni bilo mobitelov. Takrat tudi ni bilo še niti prenosnih hišnih telefonov. Tehnika je bila drugačna, problemi so bili pa do neke mere zelo podobni. Ne prav enaki, danes je morda vse, ja, jaz bi rekel, težje. In vseh teh 33 letih, pravite, vztrajate. Česa ste se pa naučili? S čim ste sebe tudi obogatili? Kaj je tisto, kar vas tukaj drži, da vztrajate in ste za mlade? Ja, morda posamezni klici, posamezni pogovori, ki te prizemljijo, ki te obogatijo, ki te spravijo v slabo voljo, ki ti vzamejo dih in sapo, ki te razveselijo. Tega je toliko, da enostavno si misliš, oja, kar treba je, da sem tu. Velikokrat je težko zdaj prav, kako to izgleda praktično. Nekaj teorije je treba vsekakor. Mi smo se najprej na nekih vikend izobraževanjih, svetovalci izobraževali na Filozofsko fakulteto, v Ljubljano smo hodili. Zdaj, kasneje se svetovalci izobražujejo po posebnem programu, bodoči svetovalci, tisti, ki pa že to smo, pa imamo vseeno letna izobraževanja in sicer 2-krat na leto najmanj in pa seveda redne supervizije. Tako to, kar se teorije tiče, to je pomoč nam, ker je to pač delo, če mu tako lahko rečem, delo, ki ni nikoli končano, ki se ga nikoli ne da naučiti.
Učiš se od vsakega pogovora sproti, vsak pogovor je drugačen, nič ni klišejev, tako kot so osebnosti različne oziroma smo, tako to izgleda. Dokaj zanimivo, zahtevno, pa lepo. Zdaj bi lahko rekli, da ste tem mladim klicalcem dedek, ne? In verjetno z neko drugo modrostjo pristopate k tem pogovorom, kakor takrat, ko ste bili še mlajši. Verjetno malo drugače, ja. Veste, določene modrosti pa človek vendarle pridobi. No, jaz sicer sem delal v šoli, še vedno delam, mimogrede tako prostovoljno poučujem slovenščino učence, ki so priseljenci. In tam vidim marsikaj, torej to delam neredno, jasno, da sem upokojeni učitelj, ki enkrat na teden prihaja na šolo in teh zvedavih, zaskrbljenih obrazov se ne zmanjka iz vseh koncev in krajev, recimo nam bližnjih držav. In tako vidim, sledim tem šolskim utripom, kako na šolah je, ker tudi običajno še se malo sprehajam po šolah in predstavljam Tom telefon, kjer me povabijo, je tudi to zanimivo. Torej je pomembna promocija, da sploh vejo mladi, da obstaja ta številka, da jo lahko pokličejo, ne samo kadar so v stiski, tudi kadar so veseli, kadar jim je dolgčas. In tako se z njimi učim. Seveda se učim tudi jaz in vsi ostali svetovalci. To je nikoli dokončano delo pravzaprav in nikoli nimaš znanja čisto za vse in za vsakogar. Ko se nek pogovor konča, ki lahko traja tudi zelo dolgo, potem razmišljaš, ga neseš malo s seboj, a je bilo prav, a sva prav se pogovorila, pa ne moreš nič več popravljati za nazaj, ne da se. Tako da je to dokaj zahtevno delo. Poslušali ste prvi del pogovora z dolgoletnim svetovalcem pri Tom telefonu za otroke in mladostnike Nacetom Breitenbergerjem. Pogovor z njim sem pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje. Življenje išče pot.